Lepo pozdravljeni v rubriki Znano o neznanem. Dve črti, ki na sredini diagonalno sekata druga drugo. Kaj je to? Črka X, ki je v slovenski abecedi nimamo, imamo pa jo v matematiki kot znak neznanke in v biologiji kot znak kromosoma. Toda, kot kaže, tridimenzionalni model, ki so ga razvili znanstveniki v Babrahamovem inštitutu v sodelovanju z Univerzo v Cambridgeu in Weizmannovim inštitutom, bo treba učbenike biologije popraviti. Črka X po omenjenem novem modelu namreč ni več najboljša oziroma ustrezna podoba kromosoma. Ta ima veliko bolj zapleteno podobo. Bolj kot v obliki črke X se kromosom razteza v prostor celice kot nekakšen grozd. Kako so v Babrahamovem inštitutu prišli do te drugačne, a bolj resnici ustrezajoče podobe delca, ki nosi v sebi naše bistvo, našo dedno zasnovo in jo tudi prenaša naprej v prihodnje generacije? Predvsem so se dosledno naslonili na zaporedje DNK, ki sestavlja kromosome. Z najnovejšo tehnologijo zaporednosti DNK so zbrali na tisoče molekularnih meritev kromosoma v posameznih celicah. Te meritve so nato kombinirali v zelo zmogljivih računalnikih. Z računalniškim programom za modeliranje so poskušali ustvariti tridimenzionalno podobo kromosoma. Rezultat, ki jim ga je računalnik ponudil, je bila nova podoba kromosoma, prvikrat do zdaj predstavljena v 3 razsežnostih. Ta kaže, da se kromosomi precej pogosteje kot v znaku X pojavljajo kot nekakšni mehurčki ali grozdi. Do sedaj poznano obliko X zavzemajo le med celično delitvijo. Značilna oblika X torej ni značilna podoba kromosoma, ampak je le eden od njegovih posnetkov. Model poleg novo odkrite oblike kromosoma ponuja tudi precej podroben pogled v sam kromosom, kjer so nakazani zapleteni vzorci zgibanja DNK in celo razporeditev specifičnih genov. Dr. Peter Fraser z Babrahamovega inštituta, ki je vodil raziskavo, pojasnjuje: slika kromosoma kot grozda v obliki črke X je dejstvo, ki je spremljalo šolanje večine od nas. Vendar pa mikroskopski portret kromosoma kaže, da se v tej strukturi kromosom v celici le prehodno pojavi, le v trenutku pred delitvijo celice. Za ogromno večino celic v organizmu pa velja, da so že zaključile z delitvijo. Zato njihovi kromosomi nikakor niso podobni črki X. Kromosomi v teh celicah obstajajo v zelo drugačni obliki, navaja dr. Fraser in poudarja, da je za zdaj pravzaprav nemogoče ustvariti natančno sliko njihove strukture. Čemu se torej ukvarjati s to novo tridimenzionalno podobo kromosoma, ki tudi ni popolna? Slika, ki nam jo ponuja model, nam ne kaže le strukture kromosoma, pač pa tudi pot DNK v njej, poudarja dr. Fraser. Opozarja, da nam to omogoča izslediti, kje so določeni geni in tudi ugotoviti druge pomembne lastnosti. Prav po zaslugi tega tridimenzionalnega modela začenjamo razkrivati osnovna načela strukture kromosoma in njegove vloge v delovanju našega genoma, pojasnjuje dr. Fraser. Raziskava, ki jo je vodil in katere rezultate so objavili v najnovejši številki ugledne znanstvene revije Nature, tako razkriva DNK v njenem pravem kontekstu v celici. Precej bolj učinkovito kot do sedaj nam podaja lepoto in zapletenost genoma pri sesalcih. Predvsem pa nazorno kaže, da sta struktura kromosomov in način, kako se v njih odvija DNK, neposredno povezana s tem, kako so geni izraženi. Od tega pa je odvisno naše zdravje, staranje in podvrženost boleznim. Morda bi celo lahko rekli, da je pogled v to novo podobo strukture kromosoma kot pogled v kristalno kroglo oziroma celo zanesljivejši od njega. V marsičem nam omogoča pogledati, kaj se utegne v prihodnje dogajati v naših telesih.